Od zunaj, gospod Brščič najbolj te podatke tudi dobro pozna in razpolaga z njimi, so recimo v Avstriji in Nemčiji to vsaj 3 do 5 kratniki. In če jaz pogledam en stolpec, ko bi ga človek imel takole kam prezentirati, te res pri srcu stisne. Ne? Ena Mura recimo v letu, ko je še živela, v letu 2008, je ustvarjala 12 000 evrov dodane vrednosti na delavca. Zdaj pa vi teh 12 000 razporedite po teh procentih, kot sem prej rekel, če vseh 12 000 date delavki v žep, ni nič, je beda. Pa tudi, če vseh 12 date lastniku za dobiček, je tudi ena figa. Torej, teh 12 000 ne mora biti v kakršnemkoli sistemu delitve podlaga za eno trajno, dolgoročno poslovanje nekega podjetja. Pa na drugi strani, da rečemo se še malo pohvalimo tudi v slovenskem prostoru, pa ni samo Krka, tudi še nekaj drugih. Jaz sem omenil recimo tale Danfostrata v Ljubljani, tudi eno solidno, izjemno dobro podjetje, rektor kovinske industrije, branže, ne? Pa Krka, pa še nekaj jih je, no, da ne gremo v detajle. Ta dva imata nad 90-95 tisoč evrov na zaposlenega na leto. Mura pa 12. Če vi 92-95 tisoč evrov razdelite tako pošteno, ko se je rekel, na tistih 5 akterjev, so vsi kar dobro lahko zadovoljni. Krka recimo daje okrog 50% od novo ustvarjene vrednosti za plače, pa so plače solidne, zelo dobre. V Muri, kot sem pa rekel, je pa delitev bila taka, da so dali 95% za plače, pa so bile mizerne, povprečne, izpod 1000 evrov bruto, mizerne, ampak so dali 95% dodane vrednosti. Preostalih 5, pa niti za amortizacijo ni bilo dovolj, to se pravi, ne za obresti, ne za noben dobiček, ni nič ostalo. Torej, to je ta kritična slika v slovenski industriji, ni v celoti črna, moram reči, da so izjeme tudi, ne. Vendar to je tisto, na čemer bi bilo treba delati in jaz pravim, da bi morali tudi vsi ti shodi, ki se dogajajo, zdaj pa nas vse ta nejevolja, ki se dogaja, bi se morala dogajati na odkritem pogovoru, kaj moramo storiti, da bomo ustvarjali bistveno višjo novo dodano vrednost, potem pa se bomo v njej nekako morali zediniti, kje bojo parametri delitve. Ampak brez novo ustvarjene vrednosti pa ni kaj deliti. To je stanje danes. Jaz bi, če dovolite, sam to še dodal, ker mislim, da je zelo bistveno. Poglejte, ko govorim, so te novi vrednosti, dodane vrednosti. Doskrat slišiš takole okrog, ja, to naj se s tem se naj bavijo uni gor na vrhu, ne? Mi hočemo plače. Ne vem, če je to prav, no, jaz pravim, poglejte, če pogledate, kdo so ustvarjalci nove vrednosti. Jaz celo predlagam, da mi nehamo s to zastarelo delitvijo zaposlenih v podjetju na delavce, mojstre, šefe, administratorje. Ne, vsi skupaj, vsi na plačnem spisku smo ustvarjalci nove vrednosti. Pa nič drugega. Vsi, vsak na svojem mestu, za svojim prispevkom k ustvarjanju nove vrednosti. In če bi to tako gledali, potem bi videli, da novo ustvarjeno vrednost ustvarja tako nabavni referent, ko gre na teren pa kupuje material, tako prodajnik, ko gre prodajati, tako tudi delavc na traku, absolutno, tako tudi mojster, tako tudi vratar, ko sprejme delegacijo tujih partnerjev. No. Vsi ustvarjamo novo vrednost. Ampak tu bi pa še na zadevo opozoril, dodana vrednost na zaposlenega ima v ulomku spodaj z število zaposlenih. In tu prihaja, verjemite, do ene velike lažne solidarnosti, ker to število zaposlenih je pač tako, kot je, noben ga ne bi dal stran, še kjer ga bi rajši vzeli, ne, tako eni pravijo, ne, ampak jaz pravim, število zaposlenih naj bo tako, da lahko normalno odvija poslovni proces, pa niti enega več. Nažalost je to kot na splavu, splav prenese 15 ljudi, če bo šel gor še 16 pa 17, bomo najbrž potonili. In ta lažna solidarnost, nikogar stran dati, je včasih lahko tudi posledica, da se vse skupaj potopi. Jaz mislim, da je ta analitika v podjetjih je kar dosti dobro prisotna. Saj zadnjih 15-20 let je tu močno napredovalo v podjetjih, moram reči. Da obstajajo analize trga, obstajajo analize konkurenčnosti, obstajajo analize tehnološkega razvoja in tako dalje. Tu je bolj ključen problem, jaz vidim, je ta, da slovenska industrija hira na inovativnosti. Da je s to analitiko še nekako sledi ugotavljati, kaj se na svetu dogaja,
ne pa da bi za svojo lastno inovativnostjo orala tudi na kakem področju morda ledino. Čeprav je to mogoče res malo ambiciozno, ampak vendarle, če tega ni, mi nimamo kaj pričakovati. No, mi smo zdaj na obdobje, ko je industrija res bila v nekem strahotnem zamahu navzgor. Tu je prihajalo do takega povpraševanja nekaterih polizdelkov, sestavin, sestavnih delov, da je tudi ta nenazadnje manj produktivna slovenska industrija, pa še katera južneje, vzhodneje tja, lahko kar dobro se vključila v to. Zdaj pa, ko se je to spustilo na nižji nivo, ko je voda odtekla in so se pokazali čeriva, zdaj bojo pa nazaj vstopali samo tisti, ali pa najprej tisti, ki imajo neko lastno inovativnost, lastno inovacije, produkte, moderne in tako dalje in tako dalje. To je ključni problem. Kar se pa tiče analitike, jaz moram reči svoje prakse, poznam, da je to kar dosti dobro, vendar pa je res, da je to pa doskrat ni uporabljeno pravočasno za odločitve. Torej, odločitve zamujajo. Pri odločitvah pa morate nekaj respektirati. Vsaka odločitev ima svoj riziko. Torej, še tako dobre napovedi naprej niso nobene 100% in človek se mora v nekem trenutku odločiti in zaradi tega, ker marsikateri management se boji odločanja, odnosno se boji sprejemati riziko, se ne odloči pravočasno, odnosno zamudi in vlak odpelje. To je tudi tisto, kar dodatno vodi v izjemno nizek nivo konkurenčnosti.